Torej, mi smo se odločili, da danes predstavimo nekatere podatke, ocene, analize in tudi mnenja Gospodarske zbornice v zvezi z trenutnimi razmerami, v zvezi z gospodarskimi gibanji in nazadnje tudi z našim poslovnim okoljem. Seveda na začetku ne moremo mimo tega, kar se je zgodilo na kongresu Pozitivne Slovenije. Kljub temu, da smo v zadnjem času redno sporočali kritike, seveda tudi predloge, kaj bi morali v državi spremeniti, torej tudi kako naj vlada s konkretnimi ukrepi pristopi k reševanju in k izhodu iz krize, smo zaskrbljeni zaradi te spremembe, ki jo pričakujemo, torej da bo vlada padla in da bomo šli na predčasne volitve. Veste, da je vsaka turbulenca v gospodarstvu pričakana z negotovostjo, z bojaznijo in zato tudi sprememba vlade povzroča težave in tudi zaskrbljenost. Nekateri procesi v Sloveniji so namreč štartali, mi resnično ocenjujemo, da bi v letošnjem letu, predvsem proti koncu leta, lahko izkoristili ugodne gospodarske razmere v svetu za razvoj tudi doma, predvsem z domačo potrošnjo, z domačim povpraševanjem bi lahko dvignili gospodarsko rast v Sloveniji. Bojimo pa se, da bodo procesi na političnem področju zavrli prestrukturiranje, reforme, nove programe in pristope k nekim ambicioznim projektom na področju gospodarskega razvoja, da bodo težave pri privatizaciji in nenazadnje, da bomo imeli tudi nek krč v celotnem javnem sektorju. Veste, da smo pred dobrim mesecem in pol imeli razveljavljen razpis za 30 milijonov evrov pri Spiritu. Še danes nismo pri novem razpisu. Preko 1000 podjetij se je na ta razpis prijavilo, na 100 tisoče človek ur je bilo porabljenih za to, da so podjetja kandidirala, se pravi, da so podjetja že imela stroške, sedaj pa tega razpisa ne bo. In nasploh, kot bomo tudi kasneje povedali, je pri črpanju evropskih sredstev z nami kar naprej kaj narobe in imamo velike težave. Naslednje področje, kjer ne pričakujemo torej sprememb, pa bi jih morali, je reforma javnega sektorja. V zadnjem času, predvsem pri pripravi socialnega pakta za izhod iz krize, smo se s to tematiko veliko pogovarjali in še sami presenečeno ugotovili, da so razmere slabše, kot smo celo predvidevali. Namreč javni sektor se povečuje, delež odhodkov v naši javni porabi za javni sektor narašča. Samo še 3,5 zaposleni v gospodarstvu pridejo na enega zaposlenega v javnem sektorju. Če k temu dodamo še koliko pa je aktivnega prebivalstva v primerjavi z upokojenci, potem vidimo, da naša slika ni ugodna. Ob tem ugotavljamo, da je javni sektor tudi rigiden. Prejšnji teden smo odpirali novo proizvodno halo pri Domžalah in ugotovili, da je investitor potreboval 5 let, da je pridobil gradbeno dovoljenje, ampak to je samo ena izmed takih značilnosti slovenskega javnega sektorja. Vemo tudi, da je zelo veliko političnega kadrovanja, ko pride do zamenjave vlade, doživimo dobesedno cunami. Že mnogo pred tem se številni v javnem sektorju bojijo ukrepati, tudi v zadnjem času smo imeli na tem področju tako sliko in zato seveda smo zaskrbljeni, kaj se bo to na tem področju dogajalo v prihodnjih tednih in mesecih. Veste, da smo bili tik pred končanjem procesa za podpis socialnega pakta za izhod iz krize. Gospodarska zbornica je bila med tistimi udeleženci tega procesa, ki je bila izrazito nezadovoljna. Namreč v njem smo počasi pristopali k reformam. Vemo, da nimamo dovolj investicijskih projektov pripravljenih, da slabo črpamo evropska sredstva, da pravna država ni učinkovita, prav tako ne sodišča, da imamo javni sektor, kot sem že prej
omenil preddimenzionirani, da nas tuji investitorji opozarjajo, pa tudi Evropska komisija, OECD in Svetovna banka, da imamo še veliko za postoriti na področju reform. No, vsega tega ni bilo dovolj v tem socialnem paktu, ampak kot rečeno, upanje umre zadnje in mislili smo, da bomo na koncu le uspeli prepričati vse deležnike v podpis takega socialnega pakta. Vemo, da socialni pakt, ne da bi ga podpisala vlada, ki bo še nekaj časa v sedlu, nima smisla in zato torej tudi to področje s tem pada v vodo. Jaz bi na tej točki svoje uvodne misli končal, kasneje lahko še v razpravi opozorim ali pa pojasnim podrobneje. Sklenil bi torej z oceno, da smo v letošnjem letu gojili upanje, da lahko pride do nove gospodarske rasti, da zato obstojijo tako načrti kot tudi konkretni koraki, kaj je potrebno storiti za to, vendar se nam zdi, da se je zdaj to upanje kar za nekaj časa odmaknilo. Pozitivna gospodarska rast, ki se je začela konec lanskega leta, je lahko v letih 2014-15 precej bolj pozitivna, kar je seveda odvisno od tega, kako bo naše gospodarstvo uspelo odreagirati na zaostrene politične razmere v vzhodnji Evropi in tudi v Sloveniji. Odvisno je od tega, kakšna bo kondicija izvoza in seveda, kako bomo zagnali infrastrukturne projekte, ki se v pretežni večini financirajo z evropskimi sredstvi. Dejstvo je, da se z evropskimi sredstvi poplačujejo projekti takrat, ko so izvedeni, da pa imamo pri temu, kako jih izvajamo, kakšne so ovire pri javnem naročanju, stečaju upraviteljev z financiranjem z lastnimi sredstvi, veliko težav, kako smo jih uspeli reševati in kako jih rešujemo danes, pa je odvisno od tega, koliko projektov bo gotovih v skladu s pravili kohezijske politike do sredine leta 2015 in od tega bo odvisno, koliko teh sredstev bomo počrpali iz tistega še neporabljenega dela 1,5 milijarde evrov. To novinarji dosti dobro poznate in spremljate. Dejstvo je, da imamo tik pred iztekom leta 2014 oziroma 2015, ko je rok za prijave, veliko skrbi, s katerimi so se ukvarjale že prejšnje vlade, ampak žal na način, ki danes ne daje učinkov, ki bi nas pustili v nekem mirnem razpoloženju. Nobena politika, nobena vlada doslej se ni lotila problema tam, kjer so izvirni grehi za stanje, v kakršnem smo. Da niti načrtovanje, niti vodenje in izvajanje projektov ne more biti stvar politike, lokalnih politik, parcialnih interesov preko 200 občin, ampak da mora biti najprej stvar stroke. Administracija pa je pri vseh postopkih načrtovanja, upravljanja, tudi javnega naročanja z veliko armado pravnikov, z zapostavljanjem kompetentne inženirske, ekonomske in še kakšne druge stroke iskala politiki dopadljive rešitve. Rezultat tega je slika zagotovljenih končnih projektov, na pol izdelanih, takšna, kakršna je. In tisto, kar je še pomembno, tudi z nevarnostjo za vračilo sredstev tam, kjer so projekti bili izvedeni v nasprotju s pravili igre. Dokaz, da je mogoče tudi v takšnih razmerah delati dobre projekte, imamo jih pri investitorjih, ki jim pravimo usposobljeni investitorji, kjer teče vse tako, kot je treba, ker se držijo osnovnega načela, da je projekt mogoče končati v roku, če ga pravočasno začneš. Še zlasti s poznavanjem problematike dolžine javnega naročanja, umeščanja v prostor, ki je pač Sloveniji dodatno specifična. Žal so ti projekti v senci vseh tistih, s katerimi se problematizira. Dejstvo je, da je takšnemu pristopu dajala vodo na mlin aktualna administracija z načini uveljavljanja pravic do evropskih sredstev, ki so prinesli poenostavitve, ki pa bi lahko imele predvidljive posledice, če bi jih obravnavala stroka tako, kot jih
lahko z dodeljevanjem pravic, tako imenovanih do uporabe sredstev, je bilo v začetku programskega obdobja za 36 projektov, za program za okoljsko in prometno infrastrukturo za 548 milijonov, kolikor je bil težak, zaradi pač previdnosti dodeljenih za 580 milijonov evrov pravic in potem leto 2013 še za dodatnih 14 projektov za 180 milijonov na podoben način dodatnih pravic. S pogodbami z zelo poenostavljenim dostopom, očitno brez varovalk, da se te pravice morajo vrniti, če se projekti ne izvajajo v skladu z načrti. Pravice so dodeljevale upravičencem, lokalnim skupnostim po tako imenovani rumeni knjigi, po FIDIK-u, ki je pomenilo, da so se sredstva dodeljevanja za predvidene, ne že za načrtovane projekte, brez ustrezne projektne investicijske dokumentacije, brez zaprte finančne konstrukcije, brez gradbenega dovoljenja, kar samo po sebi ne bi bilo ničesar slabega, če bi te projekte vodila stroka, ki po rumeni knjigi ve, kakšne so njene zaveze za spoštovanje vmesnih faznih rokov, ki so predpisani. Pravice do teh sredstev so očitno zaradi pravnih podlag, pogodbenih podlag ostale nedotaknjene, investitorji se prosi, da od pravic odstopijo, ne glede na to, da projekti niso izvedeni do faze, še vedno v bistvu te pravice ostajajo zaprte in pomenijo bariero za tiste projekte, ki so lahko izvedljivi. Na vse te probleme, da je potrebno projekte voditi, upravljati stroko, smo opozarjali na Gospodarski zbornici, konkretno s projekti, konkretno pri zakonodaji področja javnega naročanja, umeščanja v prostor, ampak ustreznega posluha ni bilo. Aktualno se ukvarjamo, o čemer ste tudi poročali, z 11 projekti za 236 milijonov, ki jih je naročala občinam Ministrstvo za kmetijstvo, organ upravljanja je njihovo potrditev zavrnil, ker država za to nima lastnih sredstev. Na kaj želimo v zvezi s tem opozoriti? Da tudi namera, da se lahko delno prenesejo v naslednjo finančno perspektivo pod pogoji, ki so zelo zahtevni, gre vse breme zastoja projektov, ki so nastali, v breme usposobljenih inženiringov, tistih, ki bi morali skrbeti za učinkovito vodenje projektov, so pa ti po naročilih, javnih naročilih občin že začeli načrtovati, so že izdali bančne garancije, so se organizirali za izvedbo projektov, ker vedo, da so roki kratki in na koncu se je vse ustavilo. Občine naj bi domnevno tožile državo, koga naj tožijo podjetja. V 5 letih ne bo ostalo tistih, ki so se tukaj močno izpostavili skoraj nič. In zato plediramo na državo, da najde načine, da od investitorjev, ki se niso pripravljeni odpovedati pravici do sredstev, da jih pripravi do tega, upamo, da ima za to pravne pogodbene podlage, ker je nedopustno, da ostajajo te pravice v zraku in onemogočajo izvedbo projektov tistih, ki so izvedljivi. Pričakujemo, da bo merilo za to, kaj je izvedljivo in kaj ni, do leta 2015 dala stroka, ne politika. In tisto, kar želimo še posebej izpostaviti tudi v navezavi z naslednjo finančno perspektivo, da je potrebno v zvezi z vodenjem projektov, upravljanjem s temi sredstvi kohezijskimi, proučiti modele upravljanja infrastrukturnih projektov, ki so uveljavljeni v uspešnih državah. Da projekte od načrtovanja do izvedbe vodijo posebne, visoko strokovno usposobljene agencije, ki so v delovanju avtonomne, odgovorne in od politike neodvisne. Brez tega bomo tudi v naslednji finančni perspektivi priča temu, da bodo projekti razdrobljeni, neučinkoviti po črpanju, kaj šele po vsebini, ki bi jo morali zasledovati. Poseben vrh ledene gore v zvezi z črpanjem evropskih sredstev, veljavnostjo stroke, vizavi politike, so tudi mostovi. Vemo, da smo 2-3 mesece nazaj govorili o 15 mostovih, ki imajo omejen prometni režim, da je med njimi najbolj izpostavljen sta 2, most na Medvodah, most proti Velenju.
da smo pred 2 mesecema v tej dvorani razpravljali z direktoratom za ceste o ukrepih, ki jih pričakujemo od države, da bo zagotovila reševanje tega akutnega problema, da bo zagotovila sredstva za takojšnjo sanacijo teh 2 mostov, da bo zagotovila, da bo javno naročanje steklo drugače kot v naših ustaljenih praksah. S tem se ni zgodilo še nič. Na obeh mostovih dela še ne tečejo. Dejstvo pa je, da je stanje na regionalnih državnih cestah, na mostovih skrajno zaskrbljujoče. Preko 60% cestišč in mostov je v slabem stanju, obetajo se nam zapore lahko še 40 dodatnih mostov po študijah, ki se izvajajo. In tisto, kar skrbi, namesto, da bi zagotovili stabilne vire financiranja za vzdrževanje cest in teh mostov, ki bi po zakonodaji terjali vsaj 300 milijonov sredstev na leto, so se sredstva pri varčevalnih ukrepih zmanjšala v 4 letih za skoraj 300 milijonov, da se namenska sredstva za vzdrževanje cest namenjajo za železniško infrastrukturo, za zagotovitev lastnih sredstev in tako naprej. Da so se sredstva za investicije na cestah namenjala za projekte, ki bi se lahko financirali z evropskimi sredstvi. Skratka, neusklajena, strokovno nepodprta zgodba, ki se ne bi smela nadaljevati. Od vlade, od ministrstva smo pričakovali odgovore, upamo, da bomo imeli še komu jih naslavljati v politični krizi, kako zagotoviti stabilnejše vire, kako zagotoviti program vzdrževanja cest, kako uskladiti delovanje ministrstev, ki danes delujejo tako, da ko pride do zaključenega javnega naročila, se pravi do izbora izvajalca, se pa po rebalansih zgodi, da sredstva za to niso pravočasno zagotovljena. Povzroča se dodatna škoda, ki jo na koncu potem s skrajnim ukrepom zapore mostov čutijo podjetja. Odgovore čakamo že 2 meseca, pa jih še vedno ni. Še par besed na temo novega zakona, ki je bil ravnokar sprejet o preprečevanju dela na črno in zaposlovanja na črno. Vsekakor Gospodarska zbornica leto opozarjala na to problematiko obsega dela na črno oziroma sive ekonomije v Sloveniji. Zavedamo se, da je seveda težko oceniti natančno, kakšen je ta obseg, toda po podatkih OECD-ja za 2010 je Slovenija nad povprečjem držav OECD-ja in naj bi rekla, obseg sive ekonomije bil kar okoli 23,7% bruto domačega proizvoda, kar je daleč nad povprečjem. Povprečje OECD je 18,3%. In treba se zavedati, da vsekakor je popolno izkoreninjenje tega pojava nemogoče, to niso uspele tudi takšne države, ne kot so Avstrija in Švica, vendar so tam odstotki pod 10 in tudi naši, bi rekla, konkurenti na evropskem trgu, kot so Slovaška, Češka, so že pri 15%, kar pomeni, da so sprejemali v zadnjih letih ustrezne ukrepe in politiko, ki je zmanjševala delo na črno in tudi sivo ekonomijo. Nov zakon je prinesel nekaj novosti, zadovoljni smo, da smo ga sploh dobili in po naši oceni dokaj korektno ureja področje zaposlovanja in dela na črno, regulira tudi ustrezne sankcije, ki bodo zmanjšale ta obseg dela na črno, saj lahko delojemalec delodajalca kadarkoli prijavi in ta mora vzpostaviti delovno razmerje za njega tudi za nazaj, kar so resne sankcije. Poleg tega mora imeti delojemalec skozi pri sebi pogodbo o delu, da inšpektor lahko nadzira njegovo, bi rekel, delovno razmerje oziroma drugo obliko dela. Težje pa bo seveda slediti nekatere druge oblike dela, kot so osebno dopolnilno delo. Vi veste, da zakon vpeljuje to vrednotnico.
Tukaj se bojimo, da pravih rezultatov ne bo, predvsem glede na odziv javnosti, ki je takoj, ko je zakon bil sprejet, lahko ste zasledili, se pravi, vi ste poročali o tem izjave posameznikov, da bodo raje delali na črno, kot da bi vplačali vrednotnico. Tako da tukaj smo malo skeptični okrog tega, kako bo ta zadeva stekla, in brez nekega resnega nadzora inšpekcij se bojim, da ne bo pravih rezultatov. Zadovoljni smo, da se seveda nadzorni organi po novem zakonu morajo povezovati, da delajo nekako usklajeno in da se je davčni upravi in inšpekcijam priključila tudi Carinska uprava Republike Slovenije, in računamo, da bo v poletnih mesecih z združitvijo Carinske uprave in davčne uprave v finančno upravo še, bi rekel, korak naprej narejen na tem segmentu tudi preprečevanja dela na črno in sive ekonomije. Nezadovoljni smo nekako tudi z ureditvijo sosedske pomoči. Kakor veste, je ta definirana tako splošno, da je možnost izkoriščanja te nedorečenosti zakona še vedno izredno velika, in tudi ob samih pogajanjih smo delodajalci opozarjali, da je pri sosedski pomoči tudi ogromno aktivnosti, ki so zdravju zelo nevarna. To so dela s kemikalijami, to so dela na strehi, in smo zahtevali predhodno prijavo tovrstnega dela in seveda tudi neko zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, vendar tukaj, bom rekla, nam zakonodajalec ni sledil. Treba se zavedati, da je večina poškodb izven dela in da je plačnik te odsotnosti delodajalec. Poleg tega, se pravi, ogroža ne samo sebe, ampak tudi še koga drugega pri tovrstnih aktivnostih. Tudi gospodarski subjekti nas opozarjajo, da se pri sosedski pomoči opravlja ogromno plačanega dela, seveda, se pravi, dela na črno, in je to nelojalna konkurenca gospodarskim subjektom, ki korektno plačujejo vse davke in prispevke. Ta konkreten primer smo imeli zdaj nazadnje v sadjarstvu, kjer se zasebniki redno poslužujejo, bi rekel, tovrstnih oblik, se pravi, dela na črno, in v primerjavi z nekim gospodarskim subjektom, katerega dejavnost je, so jim res izredna konkurenca na trgu. Ob tem bi rada opozorila tudi na to, da so še vedno inšpekcijske službe dokaj neučinkovite pri izvajanju nadzora, predvsem storitvenih dejavnosti v zasebnih prostorih. Vi veste, da za vstop v zasebni prostor, se pravi stanovanje, garažo ali kaj podobnega, mora imeti inšpektor sodni nalog. To so pa že zahtevnejši postopki, ki se jih neradi poslužujejo, in tako vam, kot tudi nam, je znano, da se kar precej dejavnosti od frizerstva, inštruiranja, mehanične delavnice, maserske in podobne varstvo otrok upravljajo v precejšnjem obsegu na takšen način. Tukaj, bi rekla, so možnosti, ki bi jih za neko bolj ustrezno, ali pa da bom rekla z ustreznejšo zakonodajo, lahko v veliki meri preprečili. Ne, na koncu bi želela opozoriti tudi na to, da smo vseskozi zagovorniki uvedbe davčnih blagajn in da smo prepričani, da se sive ekonomije ne bomo, bi rekla, lotili dovolj ustrezno, če ne bomo prej ali slej uvedli davčnih blagajn, in tudi nekaterih oblik dela, kot so študentsko delo,
ki, kakor veste, je še vedno regulirano zelo ohlapno oziroma predstavlja neko nelojalno konkurenco, še sploh, ker ga izvaja cel kup študentov, ki so fiktivno vpisani. Tako da na teh segmentih upamo, da ne bodo pogajanja zdajle zastala in da bo delo potekalo naprej, da se tudi tukaj ustrezno regulirajo te aktivnosti. Ne nazadnje še ugotovitev, da kljub sprejeti zakonodaji se dela in zaposlovanje na črno iz sive ekonomije ne bomo uspeli v ustreznem obsegu zmanjšati, če ne bomo tudi spremenili davčno zakonodajo, razbremenili gospodarske subjekte. Vi veste, da smo kot gospodarstvo in kot državljani izredno davčno obremenjeni in tukaj bo treba narediti korak naprej in ustrezno razbremeniti in s tem motivirati, da bo tisti, ki nima prijavljene dejavnosti, to jutri storil. Kot veste, zdaj že novela zakona, zadnja, ki je bila sprejeta v teku že zadnjih 5 mesecev. V tem času smo imeli dokapitalizacijo bančnega sektorja, ustanovil oziroma zagnal se je DUTB oziroma slaba banka in sedaj že lahko opazimo seveda tudi nekatere pozitivne spremembe oziroma predvsem v smeri aktivnejšega prestrukturiranja. Začeta sta bila recimo 2 postopka preventivnega prestrukturiranja. Mi ocenjujemo, da še vedno premalo glede na stanje gospodarstva, vendar to ocenjujemo kot pozitivno. V začetih je bilo približno 50 oziroma 50 plus postopkov poenostavljenih prisilnih poravnav, 25 postopkov prisilnih poravnav in žal tudi več kot 500 stečajnih postopkov seveda nad gospodarskimi družbami. Tukaj statistika zajela samo pravne osebe, ne pa seveda samostojnih podjetnikov, posameznikov. Največja odgovornost v zvezi s tem je na bančnem sektorju. Ti so aktivnejši tudi na področju izvensodnega prestrukturiranja in tudi to je seveda pozitivno, žal, pa še vedno niso izpolnjeni vsi pogoji za učinkovitejše prestrukturiranje. Govorim predvsem o tem, da država še vedno ni aktivno pristopila z davčnim dolgom k prestrukturiranju. V zadnjem času smo slišali neke obljube vlade, da bo to storila v kratkem. Seveda bomo vlado, katerokoli že, za te obljube držali. Težave povzroča tudi nejasna in neenotna sodna praksa, predvsem ko gre za vprašanje, kdo se šteje za upravičenega predlagatelja določenih postopkov. Tako smo v zadnjem času zasledili, da se je veliko v medijih seveda pisalo glede holdinških družb in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Tudi mi sami smo ocenili, da gre tu za anomalijo, ki jo zakonodaja dopušča, ali pa na drugi strani premalo pozornosti strani sodišč. Mislimo, da je to vprašanje treba nujno reagirati. Mi smo že določene ukrepe in svoje zahteve seveda naslovili tudi na pristojno ministrstvo. Upamo pa, da bomo v nadaljnjih tednih tudi skozi nekatere ocene gibanj, kako statistika in pa kakšna je tudi konec koncev vsebina določenih poenostavljenih prisilnih poravnav, lahko uspeli pripraviti določene ukrepe, stališča, kako te zlorabe oziroma anomalije preprečiti. Dodatno težavo seveda povzroča tudi ugotovitev, da v poenostavljenih prisilnih poravnavah ni popolnoma uveljavljeno načelo absolutne prednosti. Tudi na tem segmentu smo se vse skozi zavzemali, da mora gospodarstvo in zakonodaja omogočiti, da se seveda stari lastniki, tisti, ki niso pripravljeni svojih sredstev, svojega lastnega vložka vložiti v nadaljnjo prestrukturiranje oziroma za izboljšanje stanja v družbi, umakniti novim lastnikom, ki so seveda takšna sredstva pripravljeni vložiti. Dodatno je v zadnjem času veliko govora tudi o slamnatih podjetjih. Na to na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjamo že kar nekaj let, tako z vidika delovnopravne zakonodaje, kot tudi z vidika stečajne zakonodaje. Slamnata podjetja, kot veste, povzročajo veliko gorja tistim upnikom, ki
za ta slamnata podjetja v bistvu niti ne vedo, da se zapirajo, oziroma smo recimo bili priča v zadnjem času tudi določenim praksam, kjer se prenašajo na lastnike brez naslova ta slamnata podjetja in potem seveda gredo v prisilno likvidacijo brez posledic za tiste, ki so takšno stanje zakrivili. Upamo seveda, da bo odgovornost, da bodo državni organi uspeli seveda poiskati odgovorne za takšne primere in hkrati seveda upamo, da tudi, ukolikor so bile storjena kakšna kazniva dejanja v zvezi s tem, ne bomo čakali ponovno 5-6 let, da se kakšni postopki v zvezi s tem začnejo. Na Gospodarski zbornici Slovenije tudi ocenjujemo, da se mora torej država s svojimi terjatvami aktivneje vključiti v postopke prestrukturiranja. Tudi že pred časom smo predlagali, da se aktivneje pristopi k izobraževanju kriznih menedžerjev. Teh imamo v Sloveniji zaenkrat v pomanjkanju. Mislimo, da lahko z določenimi programi relativno hitro pridemo do dobrih novih kadrov, ki bodo pripravljeni seveda v zelo kratkem času pomagati podjetjem pri njihovem predvsem poslovnem in finančnem prestrukturiranju. Hkrati pa smo že tudi pred časom predlagali in upamo, da nas bo seveda država in tudi Banka Slovenije v tem podprla pri izvedbi določenih benchmark caseov, na to nas je opozorila tudi Evropska unija v zadnjem poročilu. Mislimo, da to lahko seveda storimo v relativno kratkem času, vendar pa seveda morajo biti vsi akterji, in torej mislim vsi akterji, tako upniki kot dolžniki kot lastniki, pripravljeni v teh postopkih sodelovati. Seveda za konkretne rezultate bo še treba počakati nekaj mesecev, seveda apel pa tudi ostaja, da tudi v obdobju politične nestabilnosti se prestrukturiranje absolutno ne sme ustaviti.